Kako se to vrstno zdravljenje, diagnostika, pravočasna prepoznava bolezni odvija v osnovnem zdravstvu? Kakšne so vaše osebne izkušnje na tem področju? Ja, bolnik je v primarnem zdravstvu neko stopno mesto za vse bolezni, za vse napotitve na primarni, terciarni nivo. Najprej pridejo pa z nekimi osnovnimi težavami, z nekimi simptomi do nas po nasvete. Tako da ocenjuje se, da nam nekje do 90% ljudi dnevno ima nek simptom in samo delček, odstotek ljudi pride k nam poprašati za nasvet oziroma z strahom za neko boleznijo. Največkrat se pri krvnih boleznih na nas obračajo, brez da bi bili že z neko diagnozo postavljeni, da bi bili že odločeni, katero od bolezni naj bi šlo, ker ne gre za neko hudo kirurško obolenje, za neko srčno obolenje, kjer že vsak nekje si prizadet organ zbere. Pri krvnih boleznih je to drugače, ker gre zelo za nespecifične simptome, torej gre za slabo počutje, nespecifične bolečine, nočno potenje, ponavljajoče okužbe, mogoče kakšna zatipana bezgavka povečana. In potem z natančno anamnezo, s spraševanjem po dodatnih znakih, kako je glede hujšanja, kako je glede apetitov, glede spanja, glede celostne slike bolnika, si na nek način usmerimo našo idejo po diagnostičnih preiskavah oziroma kako bo potšla. In ena od prvih preiskav je seveda preiskava krvne slike, torej pregled krvi, kjer se zelo, če gre za izrazito bolezen, že v izraziti fazi se lahko že nakazujejo mogoče prvi znaki oziroma že prvi indici, da gre za eno od hematoloških obolenj. Če so krvne preiskave nekje še v nekih razmeroma manjših odstopanjih od normale, je možnost tudi pri punkciji kakšne bezgavke povečane zatipljanje in pa seveda pri nespecifičnih bolečinah še slikovna diagnostika od kostnega dela rentgena in pa mehkih tkiv ultrazvokov. In na osnovi vseh teh diagnostičnih preiskav še kakšne dodatne proteinogramov za kakšne plazmocitome, urinskih testov glede za prizadetost ledvic pri istih bolezni, pač vse na nek način sestavimo iz kamenčkov mozaik in dostikrat pridemo do te diagnoze krvnega raka. Kako pogosta pa je pravzaprav pojavnost krvnih rakov? Kolikokrat recimo v povprečju na letni ravni postavite to diagnozo? Zdaj, če gledamo, da je krvnih rakov plazmocitoma 60, drugih okoli 50 na milijon, bi na nek način prišlo, da bi na posameznega zdravnika tam 1 do 2 bolnika lahko že bila dovolj v vsaki ambulanti. Seveda je to odvisno od starostne populacije, ki jo imamo, ker kot nam je znano, je pač z leti to vrstni raki rastejo, razen v teh pediatričnih vrst levkemij, ki so zelo alarmantne in se pojavljajo v mlajših dobah, ampak kasnejše, vse kostne bolezni, kostne rakotvorne raki kostnega mozga, krvnih celic se povsem pojavljajo kasneje in če imamo starejšo populacijo, lahko to srečamo večkrat pri večjih bolnikih na leto, če je pa mlajša populacija, pa 1 ali manj kot 1 na leto. Pravzaprav je znano, da za vse resne, težke bolezni je ključnega pomena to, da jih čim prej odkrijemo, da je diagnoza postavljena dovolj zgodaj in zdravljenje pravočasno. Bi za krvne rake lahko rekli, da se pri nas zdravljenje odvija optimalno? Je njihovo odkrivanje dovolj zgodnje? Če na primarnem nivoju posumimo na eno od teh bolezni in če je napotnica in preiskave predtem napisane in usmerjene na pregled hematologov s pravo stopnjo nujnosti, če je vse to znano, se to zelo hitro odvije in mislim, da bolnik, ki potrebuje pomoč ob ustrezni dokumentaciji, ob ustrezno predpisani napotnici, ima zelo hitro lahko oskrbo, ki je adekvatna in primerljiva zahodnemu svetu.